Na Zavod Transakcija se uporabnice in uporabniki pogosto obračajo s vprašanjem, kje v Sloveniji naročiti steznik oziroma binder. To žal ni mogoče. Lahko se jih naroči iz tujine preko interneta, pri tem pa potem prihaja do problemov, kot so katero kreditno kartico uporabiti ali pa na kateri naslov naročiti steznik in pa celo kje ga prati, zaradi tega, ker steznike namreč potrebuje in uporablja marsikdo, ki doma ni razkrit. Zato smo še toliko bolj veseli donacije binderjev firme GC2B iz Amerike, ki ima steznike in druge pripomočke za tranzicijo, ki so nam velikodušno poslali donacijo 30 binderjev raznih velikosti. Binderji oziroma stezniki so kos oblačila, ki ga uporabljajo transspolne osebe, ki hočejo zakriti svoje prsi oziroma jih stisniti. Kako pa se potem binder obleče? Obleči se mora čez rame, tisto številko, ki imaš, tisto kupiš. Ne smeš kupovati manjše številke, ker ga dejansko ne moreš spraviti nase. To eni delajo zato, da bi jim še bolj stisnilo, ampak ni varno za tvoje zdravje. Prvi teden, ko ga imaš, mora biti tak občutek, da te malo stiska, ampak če to pomeni, da ne moreš dihati normalno, tudi ko hodiš ali pa sediš ali pa če te res rebra zelo bolijo, to pomeni, da je premajhen. Koliko ur na dan pa je tako najbolj priporočljivo, da ga nosiš? Najbolj priporočljivo je tam od 8 do 10 ur, mogoče max 12, ampak to poj kasneje, ko se že malo razrahla. Priporočljivo je tudi, da je tekom dneva neka pavza, da si daš dol steznik. Mogoče tudi kakšen dan v tednu, če je mogoče, to je zelo teoretično. Sem ga pa imel enkrat tudi že cel dan gor, pa se je poznalo, da me je zelo bolelo v bistvu v tem predelu, ali pa sem imel res občutek, da moram dati dol. Če vem pravilno, ga pa ne smeš uporabljati kot kopalke, ne? Ne, to ne. Oziroma je priporočljivo, da če ga hočeš uporabljati kot kopalke ali pa za šport, mora biti vsaj eno številko večji. Zakaj pa? Zato, ker binder onemogoča dihanje pravilno, ko si zadihan. Za vodo pa ni primeren, ker v bistvu se še bolj stisne. Če hočeš obleči binder, mora biti koža suha. Tako da eni tudi uporabljajo, preden dajo gor binder, baby prah. Dajva še malo pogledati prav te binderje. Pač, ta je čist nov, ne? Ta je čist nov, ja. To pa je tvoj stari. To je pa moj star. Kakva je razlika pol med njima, recimo? Mislim, da je zelo velika razlika že takoj. To je vzadaj. Ta binder sem jaz imel skoraj 1 leto pa pol. Nisem skrbel zanj tako, kakor bi mogel. Kaj to pomeni? Pač nisem ga prav dovolj pogosto kot prvo. Imel sem ga tudi 2-krat za plavanje celo, ampak to je bilo že, ko je bil že nekaj mesecev star. Nisem pač skrbel za njega, zato ker sem ga pač potreboval res vsak dan. In v bistvu nisi imel enega, s katerim bi menjal ta čas, ko bi se ga čistil. Ja, imel sem samo enega. In kakva je v bistvu razlika med temi kratkimi, ki so neka standardna oblika, pa temi dolgimi? Ja, v bistvu je razlika samo to, da te pokrijejo samo prsni del, te pa pokrijejo tudi trebuh pa boke. Kak pa ga je najboljše prati? Za najbolj optimalno življenjsko dobo je boljš, da se ročno opere. Kako si ti sploh dobil svoje binderje? V bistvu sva z enim prijateljem skupaj naročila prek drugega prijatelja, ki je imel kreditno kartico. In je pač tudi on dobil na dom. To drug binder, ki ga imam pa zdaj gor na sebi, je pa v bistvu prišel iz ene druge donacije, ki jo je vodila neka trans oseba. In smo v bistvu vsi dobili binderje, ki smo se prijavili na to. Ampak to je bilo stojine, ne? Ja. Kako pa v bistvu zmeriti, oziroma kako veš, katera je tvoja številka? Zato, ker se tudi od firme do firme za oblačila se številke ful spreminjajo, ne? Kaj moramo zmeriti, da vemo, da bo pravi za nas? Jaz imam samo izkušnje z GC2B. Načeloma imajo na svojih spletnih straneh vsa navodila, kako se zmeriti, in potem je tudi tabela, da vidiš, kam padeš. Ja, Filip, zdaj so se nama pa še 2 osebi pridružili, ne? Da še malo bolj
osebno predebatiramo, kak nam je izkušnja nošenja binderjev. Za vse, ki še tega niste ujeli, jaz sem Len, moja identiteta je nebinarna, uporabljam zaimke on, v angleščini they. Živjo, moje ime je Filip, uporabljam zaimek on, identificiram se kot demifant in v angleščini uporabljam they. Živjo, jaz sem Mark, identificiram se kot transfant in uporabljam zaimek on, v angleščini he. Jaz sem Adam, ravno tako trans, no, za fanta sem malo pristal. Trans moški, uporabljam zaimek on v angleščini he. Jaz bi v bistvu ful rad vedel, kak je vam nositi binder, oziroma kak vam ni bilo nositi binder, pa tudi zdi se mi, da ker imamo dosti različne izkušnje, kdo smo in kako se identificiramo, da lahko malo primerjamo to, da vidimo, če imamo kaj skupnega v tem ali pa ne. Recimo, ne vem, meni kot nebinarni osebi, ki pa moja prezentacija še vedno načeloma je videna kot ženska, kolikorkoli mi je to neudobno. To se ne spremeni tudi, ko nosim binder. Mi ga je vseeno dosti pomembno nositi, ampak ne vedno, ne vsak dan, ampak v določenih momentih. In se mi ravno zaradi tega tudi zdi ful pomembno, da imam dostop do njega, tudi če to navzven dejansko nič ne spremeni, kak se me bere, ampak ker je pa vseeno gre za moj spol, jaz vseeno čutim, da ga rabim, no. A ima kdo podobno izkušnjo? Jaz se tudi identificiram kot nebinarna oseba, kot demifant. In imam v bistvu malo obratno na kakšnih področjih, ker se mi zdi, da tudi če ne bi jaz nosil binderja, bi bil po moje bran kot moški večino časa. Saj kakor imam izkušnje, preden sem binder dobil. Ampak mi je čisto zaradi lastne percepcije, mi je pomembno, da imam binder in mi je tudi pomembno, da sem pač bran kot maskulina oseba. Kako pa je ta feeling? Ker pač najbrž ga dojemava drugače, ne? Ne vem, samo pač, da se mi ni treba obremenjevati z enim delom telesa, ki je viden kot ženski in ki je meni že, ko nosim binder, mi je vseeno dosti viden, opazim na sebi. Pač opazim to na sebi, da imam prsi. Hkrati se pa zavedam, da z binderjem ful zmanjšam možnost, da ljudje tudi opazijo ta del, ki mi v bistvu prinaša velik del disforije. Ja, je drugače, ker pri meni pa pač je pa ravno to, da tudi če ga imam, še vedno se ne spremeni, kako se me bere, in po eni strani si želim, da bi se to lahko spremenilo, po drugi štekam, da tudi samo z binderjem ne morem vplivati na to, ampak vseeno mi pa da neko moč, ki pa mi tudi pomaga olajšati disforijo. Meni je pa v bistvu binder, ki sem ga še nosil, pomenil, ja, po eni strani mi je zmanjševal disforijo, po drugi strani mi je pa pomenil varnost. Zaradi tega, ker če ga nisem čutil na sebi, sem se počutil, kot da nimam neke mreže, ki me varuje okrog sebe v tem smislu. Zato, ker pri meni se niti ni toliko poznal, če sem ga imel ali pa če ga nisem imel, ampak občutek, ko sem ga nosil, je bil pa res bistveno drugačen, no. Tudi, ko sem bil samo doma, pa ga lahko ne bi imel, sem ga imel glih zaradi tega, ker mi je občutek varnosti dal. Kako ti je pa, ker vem tudi, da si pač imel skoraj na operacijo, ne? Kako pa zdaj recimo gledaš na binder in na čas, ko si ga nosil? Mi je bilo zelo zanimivo enkrat, ne vem koliko časa po operaciji, po moje 2 meseca po operaciji, se mi je zgodilo to, da sem šel nekam in sem tako bil, oh fuck, kje imam jaz binder, ne? In potem sem se spomnil, jaz ga ne nosim več, ne? Enostavno, na dan, ko sem imel operacijo, sem pozabil, da sem ga kadarkoli nosil, ne. Še vseeno sem imel tistega drugega, ampak na svojega sem pa čisto pozabil. Ne, moja izkušnja mogoče malenkost drugačna, pač jaz binderja nikoli nisem nosil, pa ne, da bi imel kakršenkoli zadržek do tega, ampak enostavno relativno pozno sem se podal na to pot pač v proces tranzicije in tudi, ko sem enkrat začel, so se stvari relativno hitro začele odvijati in v tisti fazi potem, ko sem se pač ozavestil, da se pač identificiram kot trans moški, pa do trenutka, ko je pač bila mi na voljo zgornja operacija, je bil tako kratko okno v resnici časa, da sem potem razmišljal v smeri 33 let pač sem preživel brez tega, lahko zdaj pač počakam še teh par mesecev,
do pač tistega, kar bi res rad, ker recimo kirurg sam mi je svetoval, da se mogoče za tistih par mesecev ne lotevam tega, ker glede na mojo starost, med operacijo pač pri 33, koža pač ni več toliko elastična, kot bi mogoče bila pri mlajši osebi in da je po nepotrebno ne obremenjujem kože v tej zadnji fazi pred operacijo, pač si lahko s tem mogoče potem zagotovim boljši rezultat. In sem dejansko pač pretehtal potem te neke argumente in sem se odločil, da če sem toliko časa pač preživel brez tega, bom pa še zdaj. Mi je bilo neprijetno, sploh ker v bistvu čist na koncu se je vedno bolj pogosto dogajalo, da je bilo ogromno ene zmede okrog mojega spola, kako so me ljudje brali. Se mi je recimo v preteklosti dogajalo, da so me ljudje najprej kdaj zamenjali oziroma prebrali kot za fanta. Potem pa proti koncu so pa stvari eskalirale do te mere, da pač da so mi skoraj kreditno kartico vzeli, ker ni moja. Pa je bila, pač, ampak ime pa percepcija se pač več nisto jemala in so bile pol neke take dost neprijetne situacije. Ampak vseeno, se pravim, glede na vse argumente sem se pa odločil, da ne, pač, da bom počakal še malo. Pa poznaš dosti drugih trans fantov ali pa trans moških, ki niso nosili binderja? A veš, da ne vem, ker v resnici to ni prva stvar, ki od nekoga vprašaš. Res pa je, da tudi v zadnjih mesecih, pa zdaj pač odkar sem malo bolj v stiku s tem communityjem, veliko ljudi je šlo v zelo kratkem času, v bistvu so imeli operacije, tako da nekako se potem tudi pogovor sam, ker smo bili vsi v podobni situaciji, fokusiral bolj na to, kaj pa operacija, pa proces, ta del, ne pa to, kaj pa je bilo prej. Pač zdaj vsi gledamo naprej, vsi pač od te točke dalje, ne, tako da. Se mi zdi, da čim nosiš binder enkrat, večkrat ali pa pač redno vsakodnevno, kot da je potem spet pride tisto pričakovanje, da si nujno tudi želiš zgornjo operacijo, ne? Kar, ali pa da je to tvoj nek naslednji cilj, kar spet ni res, ne? Pač v bistvu ful mi je zanimivo, no? Da imamo toliko različne izkušnje, no? Kaj pa meni pa je bilo to, da ko sem enkrat dal binder gor, pač ni šans, da bi lahko sploh še preživel kakšen dan brez njega. Ja, pri meni je bilo čisto isto. Jaz glih toliko, da ga nisem noč in dan nosil, ne. Mislim, ne vem, z binderja nosil nisem, sem pa v neki fazi potem pač kupil en tako bolj zelo tesen, pač ta kompresijski športni pač zgornji del in sem pač tisto nosil in je do neke mere pač imelo malo ta efekt, malo sploščilo vse skupaj, no, ampak ne do te mere, kot bi pač verjetno binder. Tako da ja, so šla stvari v smeri poskušati ta del malo odvrniti pozornost od njega, no, pač da se ljudje ne fokusirajo toliko na to, ampak ne vem, se včasih razmišljam, pač kakšen bi bil ta občutek, jaz pač tega občutka ne poznam. Jaz pa se delno najdem v teh besedah, ampak tudi zelo tak fragmentarno, no. Pač v enih odtenkih ja, v drugih pa pač spet ne. Ampak cel čas, ko se s tem pogovarjamo, ful razmišljam, a je kdo od vas kdaj našel kako informacijo o binderjih pisno ali pa tudi ne v slovenščini? Ne. Sam jaz zdaj. Ne samo, da ne v slovenščini, ampak tudi, mislim, informacije, ki so na voljo o tem, pač kaj pa kje, ne, pač najbližje mislim, da kar sem najbolj bilo, da je na Nizozemskem, pač da se da dobiti, mislim, to je vse pol čez lužo, pač tako ne samo, da ni v jeziku informacije, ampak ni lokacijsko ničesar. Mislim, jaz edina stvar, ki sem jo delal, je, da vsem osebam, ki so si binderje naročale, sem pač povedal, kako sem jaz delal, kaj sem prebral na netu, da pač naj delajo vaje za dihanje, da se jim pač rebra, da ne bodo osebe imele reber stisnjenih, ker je to veliko nevarnosti, če binder nosiš. In ko si ga daš dol, da enostavno delaš dihalne vaje, da delaš raztezne vaje, te zadeve. No. Ja, ampak ta moč skupnostnega znanja, ne? In deljenja info. Ja. Po YouTube. Že to, kako si binder gor dat, oj. Ja. Jaz sem ga prvič dal gor in ga nisem dol mogel dobiti. Jaz sem imel feeling, da sploh ne znam se več obleči. Pač ker pač je ful logično, kako ga obleči, ampak se pač zatakne in tako roke so kanankan. Kaj pa zdaj? Kaj nisi navajen. Pa ti nikoli nisi imel onega ta dolgega, ne?
Ne. No, jaz, ko sem, Enkrat sem ga sam probal. Sam se mi zdi, da bi rabil, ne vem, ful je čuden, ker se mi zdi, da rabiš večjo cifro, eno. ja, pač, meni se tudi zdi, ja. ne vem, ker je ful, kakor da bi bil tako manjši, pa meni je bilo nečasno. Ja, tisti iz celega, tisto je bilo meni, kot da skoraj sem se zadušil not, no, res. Meni je Tisto- pa recimo bolj udobno tiste nositi. Jaz mislim, da ima tudi dost povezavo to vseeno z obliko telesa. So mi pa tisti bolj udobni. No. Zanimivo. Ja. Meni se vedno zdi, da bi oni takrat, da te more tle nekaj rezati ali nekaj, pač, ne vem, pač bi se tako zgleda nauč. Pač, saj. Ja. Ja. Sam meni recimo sploh ne pride čist ob kožo zares, kakor da je tako Aha. par milimetrov stran, da malo štrli, tako da sem to spet odvisno, po moje, od telesa. Ja, od oblike. Pri meni se je tudi, ko se je malo raztegnilo, je bilo malo stran, imaš trdo Ja. stran. Kot smo danes že velikokrat slišali, je binderjev dobiti v Sloveniji res težko. Zato sledi kot konec te oddaje en vesel moment, kjer si bomo z trans skupnostjo razdelile donacijo firme GC2B, ki so nam ful velikodušno iz Amerike poslali 30 binderjev.